En prav lep pozdrav, zdaj pa FTX, sigurno ste že kaj vse sledili v medijih in to se zdaj vleče nekaj časa. Gre za kriptoborzo, ki je opeharila ljudi in je bila povezana s hedge fundom Altemida, ki je požrlo vse prihranke ljudi. Zdaj, zakaj sem se odločila to povedati? Zato, da vas pač opozorim na nekaj zadev. Tole v ozadju, ki imam, je namerno, FTX in podobne zadeve so, ki jih vodijo mladi ljudje brez izkušenj, so tako kot neka igrica za njih. Življenje ljudi in ljudje niso ljudje realni, ampak igrica, in se igrajo neke čarovnike in ki bojo izboljšali svet in bojo vzeli nekaterim denar in drugim dali in tako. To je dejansko ozadje te zadeve, o kateri se ne govori dosti, in pa moje mišljenje bom povedala. Moje mišljenje je predvsem to, da taki ljudje ne bi mogli uspeti tudi slučajno, ne brez svojih staršev, ki so akademiki, ki so na zelo visokih položajih, od Sama Bankman-Frieda, starša sta oba akademika, zelo cenjena odvetnika. In on je tudi v tem svetu zrastel, matematika, koda, igrice in te zadeve, in tudi njegova punca, ki je vodila Altemido, Caroline, je zafurala vse skupaj. V glavnem, zdaj, što se v tem, da prvič fant ni imel nobenega nadzora nad zadevo, in prva zadeva je to, da stvar je centralizirana. Ljudje, ki so vlagali v zadevo, ne gre niti za kripto tukaj v ozadju, to je Jack Levin zelo dobro razložil, da kripto FTT kovanec, ki je bil ustanovljen, sploh ni kripto, ampak je kar nekaj dejansko po svoje narejeno. In jaz recimo sem dolgo nazaj, že 2019 je bila ta borza ustanovljena, in jaz sem že takrat v bistvu to povezovala s Sushijem, to je slavni kovanec kripto, ki je meme coin, v bistvu, ki naj bi ga naredil nek kuhar, ki je potem, ko so ljudje v tisti suši začeli vlagati, je pobral ven denar in zbežal. In potem se je skesal, vrnil nazaj denar in iz tega ven, in čez noč, v eni noči se je to zgodilo, in je ta Sam Bankman-Fried kupil ta suši in iz tega naredil FTX. In po mojem mišljenju bi znala to biti ena in ista oseba, da ni bilo nobenega kuharja v zadnji, ampak da je bil to Sam. In že takrat sem jaz dejansko zaključila in s Sushijem in s Sushi Swapom in z FTX-om in temi zadevami. In že v bistvu jaz takoj, ko naletim na neko tako stvar, prva stvar je, že zelo, zelo zgodaj v kriptu sem se naučila, da centralizirane stvari niso v redu, in sem imela zelo velike težave in z Binance in z drugimi borzami, ki so centralizirane, ker niso likvidne, v zadnji ni denarja, v zadnji je v bistvu to, kar se je z FTX-om dogaja, prazna vreča. Oni so vlekli dol denar od ljudi, zadnji je bil pa prazna, samo farsa z tega FTT-ja, tokna, ki je, če pogledamo zdaj, če šeram, če bom samo malo, da šeram tole, share screen, takole, gremo na tole. V glavnem, če gremo pogledati CoinGecko, naprimer, imate že tukaj gor opozorilo. To je prva stvar, v bistvu, da je blokiran ta kovanec FTX, FTT v bistvu. To pomeni, da je pod preiskavo, policija to raziskuje, Sama so zaprli, naj bi ga kao zaprli za vse življenje.
ampak je to zelo veliko vprašanje. Veliko je bilo sojenj že v kriptu, pa samo 2 osebi do zdaj sta bili obsojeni in samo 2 osebi sta zdaj v zaporu. Eno je ena punca, ki je pač ukradla nekaj bitcoinov in potem se sama izdala po 7 letih, ker je pač si začela kupovati drage stvari od nikoder. Tako da ne verjamem, da bo on prav zaprt. To je zdaj, če ga bodo žrtvovali in ker pač iz tega naslova so se tudi politiki financirali, pač te zelo velike stranke, to sami raziščite, katere so, ampak so zdaj na oblasti. In tako da mislim, da bojo lovke pač presekali tam, dokler bo še to žrtveno jagnje za žrtvovati, ostalo pa bodo pod preprogo. Tako da prva stvar, ki vam na srce polagam, če so stvari centralizirane, pejte stran. Pejte stran, ker tam niso vaši, nimate nadzora, to je prva stvar, ker je centralizirano, vi nimate vpogleda nadzora nad zadevami. Tudi Binance je največ zaslužil pri FTX-u, pa CZ je bil pameten, je pred kratkim prišel noter, pobral stvari in šel ven. Tako da je šel on precej v peharu, pač ljudi je bil on zelo, zelo, zelo vpleten, ta SEO od Binance-a. Zdaj, če pogledate, ta FTX je klele strmoglavo dol, to naj bi kao shekali, to ne verjamem, jaz v te heke, v te zadeve, to so namerno dol potegnili teh hekov, po mojem osebnem mišljenju, naj me nihče ne preganja, ker je to moje osebno mišljenje, teh hekov ni bilo, ampak a bodo denar našli, nekaj so ga že, novi direktor je našel nekaj denarja, ampak jaz mislim, da glavnino denarja nikoli ne bodo našli, ker je na nekih znanih naslovih, od katerih pač ne. Tako da ljudje pazite, druga napaka, ki so ljudje tukaj naredili, je, da so čisto vse svoje prihranke dali noter, stavili so na enega konja, dali so denar v eno košaro in so se izgubili. To je ena največjih vlagateljskih napak. Torej, napaka je, da nimaš nadzora, da se sam ne zanimaš, da te to ne zanima in da hočeš samo zaslužiti in da ne veš, v kaj vlagaš. In druga napaka, da vlagaš vse v isto stvar, to čisto vse svoje prihranke. To sta res 2 največji napaki. Še včeraj v bistvu na ftx.com sem prišla gor na borzo. Sem hotela vam danes pokazati, pač zakaj se jaz nisem odločila. Ampak nažalost, danes te borze ni več in je preusmerjen na tole podjetje, pač na to podjetje, kjer so pač samo neke besedila, neke stvari in tukaj pač kaj se nekaj dogaja, pa Altamido, FTX-om in podobnimi stvarmi, kar nekaj v bistvu in te borze ni možno več doseči. Se pravi, tudi če ste vi vlagali so lahko cel svet in pa posebej Amerika, če ste karkoli vlagali, ne morete več not. Ne morete več gor. Ni šans, dokler tega sojenja pač ne bo in dokler sodniki ne bodo odločili, kaj s tem denarjem. To je res problem. Če imate vi svoje denarnice, recimo zato je Hex dosti boljša varianta ali pa Zen. Dosti boljša varianta, vi imate nadzor, nihče ne more do vaše denarnice. Če vi ne naredite napake je pa lahko neznanje, preveč zaupanja in tako naprej, potem ne boste izgubili tega denarja oziroma teh vložkov. Ne boste, ker je to pač v vaših rokah. Če pa izgubite ključe, je pa konec. Ste pa izgubili vse. Dejansko ste izgubili vse. Zdaj, Hex v bistvu cena mu gre še vedno dol, kot so pričakovala in še vedno bo šla. Zenu tudi gre dol in tudi pričakujem, da bo še šla dol. Nič takega, zaradi tega, ker smo v bear marketu in ta bear market bo po mojem mišljenju tam nekje do 2024 sigurno, po mojem mišljenju. Ampak ne me za besedo imati, ker je to ugibanje, ker nihče ne ve tega, ampak
pač predvidevam. Jaz sem tudi mislila, da bo bull market še letos, pa ni, a ne. Je že bear market in sem se uštela pri nekaterih vložkih, ampak to pač rešujem zdaj na nek svoj drug način in v prihodnosti bom imela spet dobičke, pač in pa veliko znanja in se tudi verjetno ne bom več nasankala, tako kot sem se enkrat ali pa dvakrat do zdaj. Torej, kaj po spominu bom povedala. Zdaj, v bistvu, ko sem jaz šla na FTX borzo, sem najprej videla, da ni zadaj obrazov, da ni pač nekih normalnih ljudi, ker to, kar jaz vidim, pa to, kar pač zdaj intervjujejo, to za mene niso preveč normalni ljudje. In takrat se jaz pač ne odločam. Grem pogledat tudi na Wikipediji, lahko tudi pogledate, ko bi rekla, zgodovino teh ljudi in pa tudi drugje, no, pač je objavljen in meni to ni bilo všeč in jaz v FTX nisem šla, čeprav so me zelo, zelo, zelo prepričevali v to stvar. Ampak jaz sem na to pozabila do zdaj, ko je pač so mediji polni tega, ne. Tako da zdaj tukaj recimo na Binance imate vodnik, kako kupiti FTX token v slovenščini, vse se lahko poučite in tako naprej. Seveda ne tega narediti, nikakor ne, ampak tako da vidite v bistvu, da, glejte, takole bom rekla, ko jaz tole vidim, take stvari, take oglase, pa da se nekdo oglašuje, no, pač FTX se je oglaševal recimo na največjih nogometnih tekmah v Ameriki. Jaz grem takoj stran. Ko to vidim, samo prekinem, prodam, grem, ni me več. Zakaj? Ker vem, da so vpleteni veliki igralci noter, da so vpleteni ljudje, ki nimajo pojma, in politika. In takrat je vedno kaj narobe. Vedno kaj izgine, vedno je pač neka taka farsa, igra, zadnji so neki igralci, meni je prav hecno, kako je Sam se pustil ujet pa pripeljati pa pričati pa priznati, pa njegova punca bivša tudi pa tako, a ne. Ja, dajte sami razmisliti, no. No, in če naletite na nekaj podobnega, kot zdaj razlagam, in ko so te stvari, razmislite. Razmislite, bi ali ne bi, sami in če ste v dvomu, jaz, če sem malo v dvomu, je ne. Je za mene ne. In pač ne grem noter, a ne. Pri Zenu recimo, pri Heksu sem bila v dvomu in potem sem se prepričala, vložila in izgubila. Ampak Heks je zdajle trenutno, ko ga opazujem, med vsemi kriptovalutami dejansko je med najboljšimi. Najboljš dela. V bistvu, čeprav je vse slabo, on dela še najbolje, a ne. Tako da v njega še vedno zaupam, čeprav sem razočarana, še vedno v njega zaupam, da bo. Bom pa v prihodnosti, tako kot sem že rekla v videih, če bom imela kdaj veliko denarja, takrat bom šla jaz spet noter. Prej ne, zdaj ga bom pač tisto, kar sem vložila, pač nekaj imam tudi na 15 let, Bog pomagaj, je, kar je in to je to. Zdaj se pač na Zen osredotočam, pa neke male stvari. Zdaj takole bi rekla. Ugotovila sem, da tisti, ki so tudi zdajle bogati, pa jim dobro gre, so se skoncentrirali na malo stvari. 2-3 zadeve so preučili zelo dobro, jih odlično poznajo in vlagajo. Tudi tisti, ki so v Heksu zelo, zelo uspeli, so Heks močno preučili, bili so dosti na začetku in vlagajo in še vedno jim Heks prinaša pač dobičke, ampak je treba ful spremljati, ne, kdaj vlagajo veliki, kdaj se končajo
stejki, v bistvu kdaj se predvideva, da bojo fiji na Ethereum visoki, kdaj ne. Vse to, v bistvu jaz sem gledala zdaj na par video od profijev, sploh recimo priporočam Kriptoprofeta, pa še druge. V bistvu to so res profiji, ki pač so mi odprli zelo oči, kako pač vlagajo v Hex ali pa kakšne druge stvari. In to so ljudje, ki leta in leta spremljajo trende na določenem sredstvu in potem vejo predvidevati, znajo predvidevati, kdaj vložiti in kdaj vzeti ven, na koliko časa to dati, a ne. Tako da, to bom enkrat v prihodnosti, zdaj mi pač Zen vzame veliko časa, tako da bom o Hexu se bom sigurno še snemala, sigurno pač, ker je zanimiv, Hex je izjemno zanimiv, še vedno je edini tak depozit na svetu, ki je v vaših rokah, dejansko v vaših rokah. In pač tako da to je to, uživajte naprej in pa pazite se v bistvu takih zadev, kot je ta FTX, pa mladi ljudje, v bistvu zdaj starejši rešujejo težave, a ne, pač ker malo mladih ima dovolj izkušenj brez vpliva starejših, da bi lahko vodili res take ogromne zneske, ogromno ljudi, pa da bi bili dovolj, ko bi rekla, zreli mentalno, psihično, čustveno, da ne bi naredili škode ljudem. Tako da bodite res previdni v svojem življenju, jaz verjamem, da nimate toliko denarja, da bi ga izgubljali, tako da pač jaz bom povedala večino, tisto, kar se mi zdi, da je prav, pa da opozorim ljudi, ampak na dobre stvari in v bistvu tudi na slabe stvari. Nekaj še pripravljam, nekaj sem vam še obljubila, tako da bom počasi vam vse zdiktiram in posnamem. Tako da eno srečno novo leto, čim manj izgub in čim več dobička ter predvsem zdravja vam želim.